Hej, hej, Katja tle. Evo, minutko prezgodaj. Ampak ni važno, bom počakala, da se mi še kdo pridruži. Upam, da mi bo to uspel zdaj videti, pa komentarje oziroma vprašanja tudi prebrati, ko mi zadnjič ni najbolj uspelo, oziroma sem jih šele na koncu kave videla, da ste mi jih nekaj postavili. Danes, kot že vidite od ozadju, se javljam iz MCC-a, z naše infopisarne, ker smo tudi dežurni in danes je to moj prostor spletne kave. Kave nimam, imam pa moja Miki miško z vodo. Upam, da ste z mano, vsaj nekdo z mano. Čeprav niti ne znam pogledati, koliko vas je z mano. Bomo še počakali kako sekundo, minutko. Če je kdo z mano, mi lahko napišete komentar ali pa en like mi stisnite, da bom vedela, da se vidimo in slišimo in da ne bomo prazno govorila. En like je prišel, super. Hvala Sonja. Cool. Ok, pol pa lahko kar začnem. In sicer danes bom govorila o evalvaciji, o učnih učinkih in o individualnih učnih načrtih. To so tri elementi, ki so med seboj prepleteni in se navezujejo en na drugega. In so sestavni del in pomembni del vseh naših projektov, vseh naših programov, ki jih izvajamo, ker navsezadnje moramo sami za sebe tudi vedeti, ali dosegamo zastavljene cilje, ali smo dobri pri izvajanju aktivnosti, zasledujemo cilje, ki smo si jih zastavili, in na ta način lahko preverimo seveda z evalvacijo, ali moramo kaj spremeniti, ali moramo kaj dopolniti, kaj nadgraditi in tako naprej. Vse s namenom, da smo boljši. Seveda imam spet vizualne pripomočke, ker brez tega ne gre, ker če ne za vas, pa vsaj za mene, ker sem kombiniran učni stil imam, vizualnega in slušnega. In sicer začnimo z evalvacijo. Kaj je evalvacija? Jaz smatram evalvacijo kot proces. In sicer toliko kot je knjig in avtorjev o evalvaciji, je tudi definicij o evalvaciji. Ena, ki se mi zdi zelo enostavna in ki res točno pove, kaj je evalvacija, je definicija projekta Cycle Management Guidelines. In sicer evalvacija je sistematična in objektivna ocena projekta. Seveda v evalvaciji gre za to, da primerjamo načrtovane cilje, ki smo jih zastavili v začetku načrtovalne faze projekta, in pa med doseženimi cilji. Doseženimi cilji po aktivnosti ali ob zaključku projekta, ko naredimo eno sintezo in imamo dosežene cilje, in evalvacija nam pomaga primerjati začetno in končno stanje. Imam tudi vir, na katerega se nanašam pri današnji spletni kavi. Nič bad, vse bo fotografirano in bo objavljeno v samem dogodku, da boste tudi vi imeli te vizualne pripomočke. Ok, pa nadaljujemo naprej, in sicer bomo šli na vrste evalvacij. Najprej malo teorije, potem bom pa to navezala na dejansko projektno delo. In kako mi, mladinski delavci MCC-ju, na terenu, v realnem situacijah to tudi izvajamo, kako pri nas to izgleda. Ok, ta je malo bolj obsežen. In sicer pri vrstah evalvacije lahko delimo glede na namen, čas izvedbe in pa glede na izvajalca. Ko govorimo glede na namen, lahko govorimo o sprotni evalvaciji. Ta ponavadi v projektnem delu rezultira v vmesna poročila, ki jih oddajamo ali projektnim partnerjem, vodilnim projektorjem ali pa nacionalni agenciji, ali pa seveda končno poročilo oziroma končna evalvacija, ki je tudi del končnega poročila. Glede na čas izvedbe govorimo o predhodni in naknadni evalvaciji, se pravi v začetni fazi projekta ali pa po končanih aktivnosti, po končanem projektu, gre za naknadno časovno izvedeno evalvacijo.
Glede na izvajalca lahko delimo tudi v 2 sklopa, gre za samo evalvacijo. To pomeni, da recimo, ko imamo mladinske izmenjave pri nas, ali gre za samo evalvacijo udeležencev samih, znotraj evalvirajo aktivnosti ali pa celoten proces projekta, ali mladinski delavci, ki smo soudeleženi v izvajanju mladinske izmenjave, delamo samo evalvacijo. Ko govorimo pa o zunanji evalvaciji, govorimo pa o nepristranskem, objektivnem zunanju ocenjevalcu projekta, ki je ločen in ni iz organizacije. Ali bo sem osredotočila na procesno in končno evalvacijo. Sicer ta procesna evalvacija ali tako imenovana sprotna evalvacija gre za to, da poiščemo načine, kako izboljšati projekt že v samem teku projekta. Ali gre za to za specifične aktivnosti znotraj določenih faz projekta, ali za sam proces vodenja in spremljanja projekta, managementa in kvalitete izvajanja. Sprotno evalvacijo načrtujemo že v sami fazi projekta, hkrati pa tudi med celotnim projektom. Kot sem že omenila, rezultirajo ponavadi v tako imenovana vmesna poročila. Namenjeno je predvsem menedžerjem in pa tistim, ki izvajajo aktivnosti, in gre sicer za neposreden in takojšen feedback na izvajano aktivnost ali na izvajano storitev, recimo, da vemo, ali je bilo dobro narejeno, so bili doseženi cilji, smo imeli kakršnekoli probleme, ki smo jih mogli nepredvidene na njih odgovoriti in tako naprej. Pri končni evalvaciji gre pa za neko sodbo, to je sicer grozna beseda, ampak gre za sodbo uspešnosti in učinkovitosti celotnega projekta. Izvajamo jo v zaključni fazi projekta in ker vsebuje evalvacijo celote in se ponavadi nanaša na neke retrospektivne podatke. Se pravi podatke, ki smo jih zbirali skozi celoten potek in jih potem ob zaključku z drugimi podatki, ker se določeni podatki pridobivajo skozi določeno časovno obdobje, združili in potem naredili analizo in sintezo oziroma celotno evalvacijo celotnega projekta. To je ta velik list. Pa nadaljujemo in sicer nadaljujemo na ključne faze evalvacije. Razdeljene so v 3 faze. In sicer v prvi fazi govorimo o pripravi načrta evalvacije. Zakaj evalvirati? Kaj je sploh namen evalvacije? Kaj želimo doseči? In pomembno je tudi doreči, kdo bo to izvajal, kdo bo evalviral, ali bo to do mladi, ali bodo to mladinski delavci, ali bodo to nosilci projektov, kdo bo ta izvajalec evalvacije. In pa ko to vemo, kdo bo izvajal in zakaj izvajamo, s kakšnim namenom, je tudi potrebno doreči, kakšne vrste in kako bomo zbirali te podatke. To je vse pomembno v tej pripravljalni fazi, da potem se ne spotikamo in ni nič nedorečenega, ko govorimo v sami fazi izvajanja evalvacije. Kar je druga faza. Se pravi, samo izvajanje evalvacije, v sklopu katere uporabljamo različna orodja in tehnike. Kaj lahko evalviramo, čisto odvisno od seveda našega namena, ali to gre zgolj za evalvacijo določenih programov, določenih aktivnosti, določenih rezultatov v sklopu projektov, ali pa za evalviranje doseganja ciljev. Govorimo lahko o specifičnih aktivnostih, ali aktivnosti enkratne narave, ali aktivnosti tedenske, mesečne narave, ali pa večletnih projektov, čisto odvisno. Se pravi, odvisno od našega namena, ki smo si ga konkretno določili v prvi fazi. In tretja faza, vse podatke smo zbrali, sedaj jih moramo pa obdelati in analizirati in spraviti ali v dokument, ali in sicer v tako imenovano poročilo o evalvaciji. To so ključne faze evalvacije.
Vi lahko tudi malo kave spijete, če je že spitna kava, ne, s Katjo. Zdaj bomo pa podrobneje gledali, kako načrtujemo samo evalvacijo. In sicer mislim, da sem dala 7 korakov v sklop načrtovanja evalvacije. In sicer začnemo pri tem, da moramo postaviti si cilje in to takšne cilje, ki jih lahko izmerimo. Ko govorimo izmeriti, ne govorimo o centimetrih ali v gramih, čeprav tudi to seveda gre predvsem v naravoslovnih in znanosti, ampak v družboslovni humanistiki pa se predvsem ne jemljemo dobesedno, ko govorimo o izmerljivih ciljih. Se pravi, oblikujemo cilje, katere doseganje lahko izmerimo. In potem, ko imamo te konkretne, specifične cilje, čim bolj jasno definirane, določene, določimo tudi vrsto analize. In sicer večina projektov temelji na evalvaciji postavljenih ciljev in pa rezultatih projekta. So glavni aspekti, ki jih želimo evalvirati, oziroma več časa in bolj poglobljeno evalviramo ta dva segmenta, seveda pa evalviramo tudi druge segmente, ampak te so ponavadi bolj sprotni, ko se problem pojavi ali pa problem identificiramo. Potem pa na tretji točki govorimo o izbiri načina raziskovanja. Sama se pri evalvaciji, tako recimo mladinskih izmenjav ali pa usposabljanj za mladinske delavce, najraje poslužujem raziskovanja pred izvedbo projekta in raziskave po zaključku projekta. Se pravi, da pred izvedbo projekta določimo cilje in te cilje izmerimo ali pa predznanja izmerimo in potem tudi ob zaključku projekta. Tako da imamo izhodično točko A in zaključno točko B in potem lahko napredek izmerimo, če lahko se tako izrazim. Četrti korak je izbira ustreznih virov. Kakšne vrste informacij sploh potrebujemo, da bomo dosegli in razumeli naše cilje in da bo naša evalvacija uspešna in da bomo točno te informacije zbrali, ki nam bodo odgovorili na zastavljeno vprašanje. Če malce karikiram, če nas zanima, kako raste jablana v sadovnjaku, potem je recimo eden izmed segmentov, da moramo imeti tudi jablano. Se pravi, da ne morem gledati, kako hruške rastejo. Zelo karikirano, ampak recimo. Smo že na drugem listu in sicer, izbira metod. Izberemo seveda tudi metodo. Pri tem se največkrat zatika pri različnih mladih, predvsem kaj so metode, kaj so tehnike in tako naprej. In sicer glede na vrsto projekta in cilje evalvacije si za sebe zastavimo, katere metode bomo izbrali. Največkrat se v tehnični in naravoslovni znanosti seveda uporablja kvantitativna metoda, ne zgolj samo ta, medtem ko v družboslovju in humanistiki kvalitativna. Pravi, ali deskriptivna metoda tudi, ali tudi metoda analize in sinteze. Se pravi, par metod sem tule naštela, kaj so metode. In ko govorimo, ko sem rekla, da imamo večkrat težave do reči, kaj je metoda in kaj je tehnika, oziroma kaj je orodje, da vam dam recimo en primer, kvantitativna metoda. Se pravi, govorimo o kvantitativni metodi. Tehnika je merjenje, medtem ko termometer, recimo, je pa inštrument ali orodje. Potem recimo še en primer, anketiranje, to je tudi ena izmed tehnik, ki si jo večkrat poslužujemo. Se pravi, tehnika je anketiranje, orodje je pa anketni vprašalnik. Kako bomo to anketiranje izvedli in na kakšen način. Se pravi, ko govorimo pa o kvalitativnih metodah, govorimo pa predvsem, kadar želimo izmeriti
stališča, mnenja, vrednote. Seveda jih lahko numeriziramo, lahko rečemo, ali se strinjate s tem, da. In lahko dobimo 20% da, 80% ne. Seveda jih lahko se pravi številčimo. Vendar pa se bolj poslužujem tudi deskriptivnih metod. Še kar sem. Se pravi, izbira je odvisna od ciljev in primernosti za naš projekt. Potem pa gremo v samo fazo zbiranja podatkov, ko izvajamo to raziskavo. Ali gre to za fokusno skupino, ali gre to za anketne vprašalnike, ali gre to za individualne intervjuje, ali skupinske intervjuje. Se pravi, dejanski proces zbiranja podatkov na tako ali drugačen način. In potem zadnja faza oziroma zadnji evalvacijski moment je pa ta analiza rezultatov. Se pravi, zbrali smo vse jabolke v naš koš in sedaj moramo iz teh jabolk narediti čežano ali pa jabolčno pito, se pravi jih obdelati, jih osmisliti in kaj tudi narediti neko sintezo in nanesti, aplicirati na naš projekt in iz tega izvleči, kaj je bilo dobro, kaj je lahko boljše. Predvsem ta drugi segment je meni vedno najbolj pomemben, kaj je še lahko boljše. Čeprav tudi pohvaliti se moramo znati, kaj smo dobro naredili. Ok, to je bila recimo en sklop evalvacije, ki sem želela v njej govoriti. In drug sklop pa se nanaša na učne načrte, na učinke. To so učni učinki, učni načrti, to so besedne zveze, ki se v projektnem delu zelo rade pojavljajo in imajo tudi pomembno težo, ko se gre pri projektih in ko govorimo o delu z mladimi. Kaj sem jaz želela v tem trenutku z vami poklepetati oziroma predstaviti, kako v Mladinskem centru to delamo oziroma jaz to delam, je predvsem sestava individualnih učnih načrtov. Okay. Dolga beseda. Sestava individualnih učnih načrtov, jih vedno sestavljamo, ko govorimo o mladinskih izmenjavah in ko govorimo o usposabljanju za mladinske delavce v naših projektih. In sicer te individualni učni načrti mi pomagajo, oziroma skupaj z mladimi, ker predvsem je to za njih, njim pomaga, kako ovrednotiti učni napredek. In sicer, ko sem recimo govorila o merjenju, sem govorila o tem, da če želimo mi nekaj, nimam ravnila tule, žal, če govorimo, da mi želimo nekaj izmeriti, si predstavljate merilo tukaj, in rečemo, 10 cm. Ok, koliko smo izmerili te 10 cm? Tako da imamo izhodiščno točko, točko A ali točko 0, in potem imamo končno točko, točko B ali 10. In potem je ta razdalja, ta mera 10 cm. In isto je, ko govorimo o učnem napredku. Moramo poznati začetno stanje, s katerimi predznanji in s katerimi kompetencami mladi, ki jih imamo v naših aktivnostih in programih, vstopajo v same aktivnosti. Na podlagi tega vem, in seveda so individualizirani, to je najbolj pomembno, ker recimo, ko govorimo o mladinskih izmenjavah, imamo 35 mladih iz 5, 6 recimo različnih držav in tudi različnih starosti, različnih zaledij, so imeli različne priložnosti v življenju za učenje, tako formalno kot neformalno recimo. In vsak je individuum, vsak prihaja z svojim specifičnim znanjem, s svojimi specifičnimi veščinami. In za njih je potrebno, da to naredijo refleksijo svojega obstoječega znanja v točki A. To ponavadi pri mladinskih izmenjavah pri nas delamo na prvem dnevu. In sicer najprej gremo skozi celoten program, skozi konkretne aktivnosti in znotraj vseh teh aktivnosti tudi konkretne cilje, ki jih želimo doseči za izvedbo te aktivnosti. In sicer v neposrednem nanosu, ali kako naj se izrazim, do znanja in veščin, ki jih bodo mladi, upajmo, ker takrat na začetku lahko samo upamo, pridobili v tisti aktivnosti.
Ko govorimo v aktivnostih, se vežejo na različne tematike, na različna področja, ali gre to za fotografijo, ali za videomontažo, ali je šlo za človekove pravice, ali je šlo za poezijo. Se pravi, imajo nekatere določene tematike in iz teh tematik in konkretnih ciljev, ki smo jih zastavili v aktivnosti, mladi prvi dan samo evalvirajo oziroma naredijo refleksijo obstoječega trenutnega znanja na te tematike. Ker je to potrebno, da potem lahko govorimo o učnem načinku, ker po končanih aktivnostih, po končanih mladinskih izmenjavi kot celoti, če tako gledamo, potem naredimo tudi ponovno samo evalvacijo. In potem, ko imamo začetno stanje z izhodiščnim stanjem, s predznanjem, ki so prišli, in z končnim znanjem, s katerim odhajajo, potem lahko izmerimo učni napredek. Sem pozabila list pokazati. Ok, in sicer napredek, kaj je napredek? Sprememba glede na izhodiščno stanje. Ne? In ko govorimo, ko sem govorila o individualnih učnih načrtih, gre za evalvacijo kompetenc, ki so bile pridobljene ali nadgrajene v času aktivnosti oziroma celotne mladinske izmenjave. Sem govorila o določitvi izhodiščnega predznanja in kompetenc, s katerim znanjem vstopajo v mladinsko izmenjavo, glede na vsako aktivnost in cilje aktivnosti. Kako to v realnosti izgleda, to dansko so potem, kako jaz to izvajam, je tako, da jaz jim dam navaden A4 list, navaden bel A4 list, potem, ko vidijo napisane vse aktivnosti in cilje, in za vsako aktivnost, za vsako delavnico napišejo svoje obstoječe znanje z eno barvo, recimo na levo stran A4 lista. In to je kar nekaj časa traja, tako da če imate večjo skupino, recimo pri nas je bilo to s 35 mladimi, in kot sem že rekla, vsi prihajajo z različnim predznanjem, tudi jezikovno in tudi, da razumejo koncepte samoevalvacije, refleksije, učnega procesa in znanja in tako naprej, si kot mladinski delavec vzemite dovolj časa. Jaz ponovadi planiram kar uro pa pol. Najprej seveda skupaj gremo skozi aktivnosti in skupaj gremo skozi cilje, potem pa jim pustim čas, da je na njih, da naredijo to samoevalvacijo in refleksijo obstoječega znanja. Medtem pa krožim po prostoru in krožim med njimi, ker nekateri mogoče potrebujejo dodatne spodbude in dodatne usmeritve, kar je čisto normalno, ali pa, ko jih pa vprašate, ima kdo kakšno vprašanje, redko kdaj se kdo oglasi in je mogoče lažje ena na ena iz oči v oči postaviti vprašanje in mogoče prositi za dodatne usmeritve. Predlagam tudi, da jih usmerjate z vprašanji, ker jih na ta način stimulirate, na ta način se sami potrudijo, da razmišljajo, da pridejo do lastnih ugotovitev. Tako da veliko več izvejo, če jim zgolj postavite vprašanje, da jih usmerite v pravo smer. Tako recimo pri nas gleda, tako pri nas izvajamo in če boste poskusili, super, pa mi javite, če je bilo ok, ali pa, če mi javite, kaj ni bilo v redu in ki se mogoče pri vas zataknilo. In potem ta list shranijo. Ja, prvega dneva ta list hranijo, popisan je z eno barvo, samo recimo na levi strani. In potem izvajamo aktivnosti skupaj in evalviramo vsak dan ponavadi, ampak to je namenjeno zaključni evalvaciji. In potem pride zadnji dan pred odhodom domov in privlečejo te liste nazaj. In pa jih razveselim, ko rečem, zdaj bomo ponovili postopek in bomo ponovno naredili samo evalvacijo znanja. In na podlagi enakih aktivnosti in enakih zastavljenih ciljev, ki smo jih pokazali v prvem dnevu, oni
dopišejo z drugo barvo na desno stran lista dodatna znanja. Se pravi, recimo delamo sadno salato, in potem smo na levi strani imeli jabolko, pa hruško, pa mogoče kako slivo. To je njihovo obstoječe znanje. Karikiram, da si boste mogoče lažje predstavljali, če v moji glavi je vse logično. Včasih je pa težje povedati in razložiti. Potem pa na drugi strani, se pravi na desni polici lista, z drugo barvo, to je pomembno, ker je vizualizacija tudi pomemben del tega, pa dodajo grozdje, lubenico, kako sadje še poznam, melono, se pravi dopišejo k prvotnemu obstoječemu znanju. Ali pa imajo 2 jabke, so mogoče eno jabko nadgradili, ali pa imajo 2 hruške, so eno jabko nadgradili. In potem imamo A4 list na levi strani z znanjem, ki so vstopali z njim, z eno barvo, na desni strani dodatno znanje. In potem je veliko lažje tudi njim, ko pišejo youth passe, ko izpolnjujejo na portalu, zapisati, kaj so se priučili, nadučili, nadgradili. Ker imajo tudi in ta učni napredek, ko govorimo o učnem napredku, učnih učinkih, je prav ta razlika med začetnim in obstoječim stanjem. Lahko, da so določeno področje dobro obvladali že na začetku, so ga zgolj nadgradili, ali pa so mogoče podatek ali 2, ali kakšno statistiko, ali mogoče izvedeli, kako pa v drugih državah gledajo na to tematiko. Se pravi, ni nujno, da se vse znova naučijo. Daleč od tega. Večinoma imajo kompetence, ki so že dobri temelji, v tem procesu so jih zgolj nadgradili, je pa naša vloga, da jim pomagamo, da razumejo ta učni proces, ga tudi zapišejo v učne načrte in to je nam podlaga potem, da v projektih, v končnih poročilih, ko govorimo o učnih učinkih, imamo nekaj zelo primerljivega in zelo realnega. Tako izgleda v našem primeru. Če vas konkretno, da bi še radi videli fizično, kako izgleda ta individualni učni načrt, lahko greste na spletno stran od MCC-ja in sicer pod rubriko projekti in sicer v sklopu projektov pod rubriko aktivno mladinsko delo v teku. To je bilo usposabljanje mladinskih delavcev, ki smo ga izvajali novembra in v sklopu tega je bil izdan tudi priročnik v angleškem jeziku in tam notri sem mogoče podrobneje odpisala to tehniko z A4 listi, samo evalvacije oziroma primere individualnih učnih načrtov. Če vas zanima, lahko pogledate. Pa, ko začnem govoriti, ker pozabim na svoje vizualne pripomočke. Se pravi, individualni učni načrti. V tem stadiju, ko sem govorila na prvem dnem in v zadnjem dnem, ko imamo te 2 aktivnosti, recimo, ko jih mi izvajamo, gre za še ukrepljeno vlogo mentorja, mladinskega delavca. Seveda to ni skupinska, lahko so v istem prostoru, ampak gre za individualno aktivnost, zato je tudi recimo pomembno, da se potrudim čist z vsakim poklepetati. Vprašam, kako gre, je razumel, potrebuje dodatne usmeritve. Ponovadi, ko začnejo pisati, tako vidite, kje se jim zatakne. Mogoče kakšno aktivnost ni problema, suvereno napišejo obstoječe znanje. Mogoče pa kakšna, ki jim je manj poznatna ali pa bolj dojemajo neko abstraktno, tam pa takoj vidite, je pa malo prazno ali pa se malo zatakne, začnejo gledati okoli ali pa klepetati ali pa, čeprav to ni nič narobe, pa lahko pristopite pa vprašaš, tule se ti je malo zataknil, kaj ti mogoče dela preglavice in tako naprej. Kot sem rekla, različna predznanja imajo mladi, ki prihajajo na mladinske izmenjave, so različne starosti in so tudi različno dojemljivi. Ko govorimo v izboru besed, ki ga uporabljamo navsezadnje, ko razlagamo aktivnosti in ko razlagamo,
kaj želimo v okviru te samoevalvacije od njih doseči. Nekaj mojih nasvetov, evo, kot sem že rekla, približno 30 minut si zastavim ta del v naših mladinskih izmenjavah. Podajte jasna navodila, potem pa dovolite čas za lastno samoevalvacijo mladih, udeležencev, kot sem rekla, kroženje pri meni dobro obrestovalo, lažje povprašajo pocukaj za kavo ali pa da imamo to iz oči v oči komunikacijo, če potrebujejo kakšnakoli dodatna navodila ali pa usmeritve. In pa kot zadnji tip je pa bil, usmerjate jih zgolj s postavitvijo vprašanj, pomembno je spodbujati refleksijo udeležencev. Ker ni namen, da jim vi povete. Pomembno je, da sami razmislijo, ker ko sami razmislijo in ko sami pridejo do cilja ali rezultata, potem je to tudi dolgoročnejši učinek. Si bojo bolj zapomnili, bolj se jim bo zasidral v spomin, bolj bo to tudi vplivalo na njihovo obnašanje ali na njihove vrednote kasneje in zato je bolj pomembno ta. In to je tudi sklop mogoče learning by doing, ker je ima konkretnejši dolgoročni učinek. To je bilo zaenkrat vse z moje strani, tako sem si mogoče zastavila našo spletno kavo, zadnjo v mesecu aprilu. Ima kdo kako vprašanje? No, da vidim, če ima kdo kako vprašanje. Ne? Dobenega vprašanja? Ali pa jaz spet ne vidim, upam, da ne. Ampak vidim neke komentarje. Tako da, zdravo vsem, ko ste komentirali in velika hvala. To je to. Upam, da je bilo koristno za vas. Če seveda želite, pojdite med naše projekte. Imamo veliko priročnikov, ki opisuje tudi različne druge tehnike, ki jih uporabljamo pri izvajanju naših mladinskih izmenjav ali pa usposabljanj. Če pa ne, me pokličite, pa pišite. In to je to. Veliko veselja pri bodočih evalvacijah. To je to za spletne kave ta mesec. Imamo pa še nekaj novih dogodkov, prav tako spletnih dogodkov v mesecu maju in sicer 6.5. Z našo Sonjo, delavnica za nevladne organizacije, različni razpisi so zunaj. Sonja bo pomagala in pokazala, povedala, kako se na različne razpise prijavljati, kaj je pomembno pri sestavi projektne ideje in na kaj morate biti pozorni. In pa uspelo nam je prvi online koncert in sicer 11. maja, 3 dni po Dnevu Evrope. Ta namen je bil tudi strani Europe Direct Savinjske organiziran v počastitev Dneva Evrope. MCC in Europe Direct Savinjska organizira online koncert in sicer Spotless Mindy ob 7. zvečer. Super. Če vam je dosti izobraževalnih vsebin, se pa odklopite na našem online koncertu. To je to. Hvala, ker ste bili z mano in čau od MCC-a. Dio.